Tour 202. Lepo pozdravljeni, Tadej Pogačar je naredil še en velik korak k četrti skupni zmagi na kolesarski dirki po Franciji. Znova je ugnal Jonasa Vingegaarda, v kraljevski etapi se je po večini držal njegovega kolesa, na koncu klanca na Col de la Loze, tam kjer je doživel svoje najtežje trenutke na dirki vseh dirk, pa je všel v dancu in pridobil dodatnih 11 sekund. Primož Roglič je bil 7., skupno ostaja 5., bliže je stopničkam, a dlje od 4. mesta. Naš gost je danes prvi Slovenec, ki je končal tur, to je pionir slovenskega profesionalnega kolesarstva. Lep pozdrav, Primožčanin. Ja, lepo pozdravljeni nazaj. Visoko v Alpah pa je Luka Dolar. Živijo, Luka. Živijo, lep pozdrav izpod skakalnice v Courchevelu. Igor je danes ni z nami, spet se nam pridruži jutri. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Najprej k Tadeju Pogačarju, suvereno je vse skozi dirkal, na koncu pa je imel toliko moči, da je z izjemno hitrostjo, tam kjer so ostali komaj premagovali zadnje metre, prikolesaril do cilja na 2. mestu. Primož, vaša ocena njegovega dirkanja danes? Ja, se mi zdi, da Tadej nekako postaja res zrel kolesar in razmišlja že tudi kakšen dan naprej, tako da ne troši tako kot v prvih letih svojih tega, bom rekel, profesionalnega kolesarstva. Ni mogoče več tako napadalen za vsako ceno, ampak nekako z nekoliko več, bi rekel, taktike poskuša odpeljati, kar se le da dobro, letošnji tur. Imali po prednost in tudi danes je odpeljal, lahko bi rekli, izvrstno, ker se ni nekako zmedel ob tem, ko je ostal v nekem trenutku, bi rekel, kar dosti pomembnem trenutku sam s svojimi konkurenti, ni imel nobenega pomočnika, vendar pa deloval je zelo suvereno in na koncu so se stvari nekako poklopile, on pa je v tistem zaključku potem zadal še, bom rekel, malo popra, dodal k temu, bi rekel, neuspešnemu poskusu konkurentov, da bi ga spodnesel danes. Zakaj se vam zdi, da se je v zadnjih letih razvil v takšnega bolj pragmatičnega kolesarja, bolj, recimo temu, bolj tradicionalnega kolesarja? Morda v zadnjih letih bi Tadej Pogačar na tem klancu precej prej napadal in morda šel po etapno zmago, ampak vprašanje, koliko pa bi energije porabil, ki bi jo pa lahko potreboval še v naslednjih dneh. Pa to smo videli zdaj že celoten letošnji tur. Se mi zdi, da je zelo pametno odmerjal, kje se bo spustil v tist, bi rekel, totalni napad ali pa kako bo nekako bolj taktično zrelo odpeljal in poskušal pridobivati tudi sekunde, ni nujno ravno minute na vsakem klancu. Kajti tur je zelo, zelo težka dirka in seveda zelo težko je vedeti, danes se recimo kolesar počuti izvrstno, lahko pa ga to zanese in potem ima naslednje dni lahko velike težave. In ravno zaradi tega se mi zdi to njegovo dirkanje letos zelo, zelo, bi rekel, racionalno in smiselno in prav je tako, ker konec koncev vozi proti vsem, ne? Vsi ga imajo nekako kot svojo tarčo, seveda Jonas in celotna ekipa Visme še toliko bolj, ampak tako kot vozi letos, mislim, da bodo zelo težko kaj naredili. Tudi danes konec koncev ta njegova poteza, da je samo v zaključku potem napadel, je seveda kaže na to, kajti jutri je še ena zelo težka etapa in po jutrišnjem je še ena zelo problematična etapa, čeprav mogoče na papirju ne zgleda tako, vendar pa je še zelo, zelo zanimivih, nekaj zelo zanimivih delov
etap, ki bodo lahko še kako nevarne tudi za vse kolesarje, ki so trenutno v ospredju generalni razvrstitvi. Pa še zadnja letos ni takšna, da se bo samo šampanjec pil in da se bodo kolesarji fotografirali. Tudi v zadnji etapi bi lahko prišlo do zanimivih bojev za etapno zmago. Ne verjamem pa, da sicer kar zadeva skupne razvrstitve. Luka, ko sem danes gledal Tadeja Pogačarja, sem se spraševal, kako so se mi sploh lahko prikradli dvomi včeraj. Tako suveren je bil, kot vse res deluje nepremagljiv. Ja, če vzamemo, da je današnja etapa bila 18, pa sem malo šel gledati nazaj, v bistvu je bila to 9. etapa, hkrati na kateri je dobil vsaj sekundo, 2 in seveda tudi več, tudi tja čez 2 minuti na etapo. Torej na 9 etapah je Tadej dobil nekaj proti Jonasu Vingegorju in tako se je nabral ta zaostanek Danca, ki je zdaj že skoraj 4 minute in pol. Preudarno in za konkurenco nič kaj fino pa je zdaj postaja še to, da je Tadej, seveda ni več mladi kolesar in da je že izkušen in zdaj, ko dodaš takemu kolesarju še izkušnje, je pa res samo še kakšna poškodba, bolezen tista, ki ga lahko zaustavi in mogoče ravno zaradi te, ne vem koliko res močne bolezni, ampak sigurno ni pa vsem zdrav, saj to je tudi sam povedal, malo potarnal po tem dnevu premora, drugem dnevu, zdaj ta teden, da ni najboljšega zdravja in mogoče je tu težava tudi zato, da kje ne skoči več ali kakorkoli, kot smo bili vajeni. Mi je pa zanimivo, da ko sem včeraj govoril z Andrejem Hauptmannom in ga vprašal na načrtu za današnjo etapo, ga je res kar dobro orisal z eno lepotno napako, vsaj skozi moje oči. Pomočnikov ni. Tadejovi pomočniki so na 70 km do cilja danes odpadli kot kakšen gumb iz hlač, ko so navili do konca pri Vismi in potem je navil še Jonas sam in tam je izgledalo, kot da bosta šla do cilja slabih 70 km, Jonas in Tadej sama, no pa potem v dolini ni bilo sodelovanja pred zadnjim vzponom na Los in se je razpletlo, kot se je. In to je še dejal tudi Andrej v zadnjem kilometru, če pride varno pri Jonasu tam nekje zraven, pa naj naredi, kar hoče, sam bo vedel, kakšne noge bo imel in če pogledamo etapo, danes se je razpletlo povsem po željah Andreja Hauptmana, lahko rečemo, s tisto napako pomočnikov, ampak ko je kolesar tako močen, kot je Tadej, tudi ta lepotna napaka ni tako usodna. In prisluhnimo, kaj je Tadej Pogačar povedal po koncu 18. etape. Mislim, vse se je začelo od štarta. Narekovali smo tempo na klancu, ampak je bilo zelo veliko pobegov. Primož je bil v vežni skupini na prvi klanc, kar je bilo tudi za nas v bistvu kar dobro, ker pomeni, da bi tudi druge ekipe mogle ga loviti, ampak na koncu Visma so probali na drugi klanec z vso močjo, ampak se jim ni šlo. Potem so malo z glavo skozi na spustu in na koncu sem zelo vesel, da smo z ekipo pokazali, koliko smo močni in da smo obdržali rumeno majico. Kako je bilo potem na tem Col de la Los? Vse ste imeli pod nadzorom, ste se očitno tako dobro počutili, pa o tej zmagi, razmišljanje mogoče o zmagi, kdaj se je začelo, kdaj se je končalo? Razmišljanje o zmagi se je začelo, ko je Visma začela z napadom na Col de la Madeleine. Takrat sem začel razmišljati o zmagi. Ampak nehal sem pa razmišljati o zmagi, ko so trije pobegnili v dolini pred Col de la Loze, Mateo, Rubio in Ben, ker ni bilo v naši skupini, nismo sodelovali, tako da sem vedel, da če imajo veliko prednost in da je en od tistih treh zelo dober, da zna priti do vrha in Benu je uspel, tako da ampak na koncu se ne sekiram preveč. Odnesel sem že 4 zmage iz tura in glavno je, da probamo obdržati tole majico in sem zelo zadovoljen z Lone. Še tole, Tadej, na koncu ste spet pridobili nekaj sekund,
ste sedaj osvojili, čutite, da ste tako zelo blizu tej rumeni majici? Še 3 dni, še 3 dni. Ja, še 3 dnevi ostajajo do Pariza, še 3 dnevi do 4. skupne zmage in ne gre prehitevati dogodkov, ampak izgledi so iz dneva v dan boljši. Toliko izjemnih kolesarskih lastnosti, ima toliko kolesarskih vrlin. Kaj vas, Primož, pri Tadeju Pogačarju najbolj navdušuje? Pri njemu, kako bi rekel, vse je kaj prav, bi rekel, kakšnega minusa pri njemu ne moramo najti. Res je izredno kompleten, izredno motiviran, vse skupaj pri njem deluje kot neka igra in vidi se mu, da z veseljem dirka, da se z veseljem spopada z svojimi nasprotniki in ta njegova sposobnost, moč, ki jo pokaže, to je res nekaj neverjetnega. In mislim, da tako kompletnega kolesarja že dolgo časa nismo videli. Jaz se ga v bistvu sploh ne spomnim, da bi kdo bil tako kompleten, tako bi rekel tudi, ko ga pogledaš na kolesu, zelo, mogoče so malo čudno slišali, ampak res je lepo izgleda na kolesu, ima res neverjetno lepo držo na kolesu in konec koncev, ja, rezultati kažejo, da je trenutno definitivno številka 1 z naskokom na vseh teh dirkah, kjer nastopa, povsod je favorit in to že veliko pove, kajti tako kompletnega kolesarja res že desetletja ni bilo videti na kolesarski sceni in vkolikor bo seveda zdržal vse te pritiske z vseh strani še naslednja leta, mislim, da tudi nekako ni videti nobenega pravega konkurenta, ki bi mu lahko nekako resno konkuriral, lahko na posamičnih dirkah to ne, tako kot Jonas recimo na Touru, pa mogoče še na kakšni etapni dirki ali pa Matthew van der Poel na enodnevnih dirkah ali pa kakšen drug kolesar tudi, ki je specialist za enodnevne dirke, ampak ko pa takole skupno pogledaš sezono, zadnjih nekaj sezon, ti je hitro jasno, da je edini, ki je pa res sposoben zmagovati povsod na vseh terenih, je pa samo Tadej. In konec koncev tudi ta lestvica Mednarodne kolesarske zveze hitro pove, koliko je kdo vreden in glede na to, da je že zdaj kar nekaj sezon krepko v vodstvu na tej lestvici, je to jasen znak, da je gre za res nekega izrednega športnika, izrednega kolesarja. Rekli ste, da ima lepo držo na kolesu, da lepo izgleda. Lahko več, ker vendarle imate precej bolj izostrene kolesarske oči, kot jih imamo mi. Lahko več o tem poveste, zakaj se vam zdi tako lep na kolesu? Pa se veste, drža na kolesu je zelo pomembna tudi za doseganje vrhunskih rezultatov. In če bi lahko imeli sliko 5 kolesarjev takole na ekranu, ko se vozijo, ne takrat, ko se vozijo počasi, ampak takrat, ko so pod naporom, bi hitro videli velike razlike med njimi. In Tadej deluje tako zelo mirno na kolesu, ni nekega nihanja v ramenih levo, desno, ni nekih nenavadnih gibov, ki jih opazimo pri drugih kolesarjih, recimo, ko so pod večjim pritiskom. On enostavno je, lahko bi rekel, zlit s kolesom, deluje kot eno. Je res v bistvu stroj, ki deluje na kolesu neverjetno enotno in lepo je videti takega kolesarja, ki se zna tako lepo zliti s svojim kolesom in dobro deluje tako na spustih,
na vzponih, pri pospeševanju, res ni praktično je težko najti nek minus, ki bi ga recimo on mogel še popraviti, zato da bi bil mogoče lahko še boljši, kot je. Pri njem gre res za malenkosti, ki jih mogoče lahko nekdo poskuša še popraviti, ampak mislim, da glede na rezultate niti nima smisla kaj dosti rezati v to stvar, ker se stvari lahko poslabšajo. In je pač tak, kot je res izreden talent in seveda zraven pa še pač tudi to, da se je nekako izoblikoval tako, kot se je. Tako da zato je številka 1. Nekaj dodati. Prisluhnimo še obema taboroma, torej ekipama UAE in Vismi. Jonas Vingegaard je rekel, da se mu je zdelo, da sta bila s Tadejem precej enakovredna danes, sicer je nekaj sekund pridobil Tadej na koncu, Jonas pa pravi, da tur še ni končan. It looked like we were pretty equal today. He took a few seconds in the end, but yeah, the tour is not over. Adam Yates pa je bil na zadnjem klancu danes takšen, kot smo ga bili vajeni v zadnjih letih, tisti pomočnik, ki Tadeju Pogačarju najdlje pomaga v gorskih preizkušnjah. Rekel je, da se je lahko malce včeraj odpočil, da si lahko potem privošči boljše nastope v takšnih etapah, ker drugače dirka, kot je dirkal na prejšnjih turih. Yeah, it's hard racing. I mean, yeah, when you're not riding GC, it's pretty easy to save energy some days. Even yesterday, I managed to save a little bit of energy. So, yeah, a little bit different riding style to what I've been doing the past couple of years. So, yeah, for sure, I can save a little bit and be better on the climbs like today. But Visma really put us under pressure a bit at the beginning. But yeah, we regrouped well as a team, and then on the final climb, I think we had it pretty covered. So, yeah, Tadej's obviously in good shape still, and one more mountain day to come. Visma je pritiskala na Madeleine, potem pa so se v ekipi UAE znova zbrali skupaj, tako da so lahko na zadnjem vzponu vse nadzorovani. Rekel je, da je Tadej v dobri formi, odlični formi, zdaj pa jih čaka še ena gorska preizkušnja do konca tura. Visma ni uspela streti Pogačarjeve prevlade na tem turu, malce so spreminjali svojo strategijo. Kako ste danes videli dirkanje moštva? Moram priznati, da že kar nekaj časa nekako včasih ne razumem ravno dobro taktik, ki jih določene ekipe uberejo. In tudi danes mislim, da sta predvsem Visma, pa po drugi strani tudi Red Bull naredile in ena in druga neke napake, ki nekako ne spadajo, bi rekel, na ta nivo tekmovanja. Ker lepo je Visma poskušala napadati, razbila celo dirko na prav faktorje, vendar pa potem ostala praktično brez municije, tam, kjer bi jo seveda potrebovali, če bi hoteli nekaj pametnega speljati do konca. In tako so, bi rekel, potrošili precej ene energije, obenem pa prišli pod zadnji klanec, bi rekel, za ničlo. Nič niso pridobili. Vse, kar so v bistvu naredili, so potem tudi že sredi dirke ali pa proti koncu dirke izgubili in na zadnjem klancu se jim je zgodilo celo to, da so bili v, bi rekel, tistem nekako bolj defenzivnem položaju kot pa napadalnem. In Tadej je imel tam res kar naenkrat vse pod kontrolo, imel je svoje pomočnike ob sebi in seveda oddirkal etapo do konca, tako kot je pač treba za nekoga, ki nosi rumeno majico. Tako da, ne vem, težko reči, no. Glede na vse, na vso strukturo, ki je zdaj okoli neke ekipe, ker v ozadju za tekmovalci, vemo, je
celo moštvo športnih direktorjev, analitikov, takih in drugačnih strokovnjakov, ki prebirajo podatke in jasno iz tega sestavijo potem neko taktiko, ki jo poskušajo speljati. Mi je to potem rahlo, bi rekel, težko razumeti, da lahko ob vsem tem narediš pa tak kiks, da porabiš toliko energije in na koncu kljub vsemu ti ne ostane nič. Ostaneta pač tekmovalca 1 na 1 in tam je pa Tadej vedno kako bi rekel, v nekem plusu. In Jonas, bi rekel, da Visma in Jonas na celem letošnjem turu niti v enem trenutku niso bili sposobni Tadeju odščipniti kakšno sekundo. V vseh najbolj etapah, posod, kjer je bilo potrebno dati ti svoj maksimum od sebe in se boriti eden proti drugemu direktno, tam je posod Tadej izvlekel precej več in zato je tudi ta prednost taka, kot je. Pa poizkusili so velikokrat. Če je bila kakršnakoli kritika pogosta v zadnjih 3 tednih, je bila ta, da je morda Visma potrošila preveč energije, sploh v tistih razgibanih etapah na začetku tura. Domen Novak je denimo prejšnji teden rekel, da bi morala več staviti Visma na te dolge, zahtevne klance, ne pa da je toliko energije trošila v razgibanih etapah na začetku tura. Primož, omenili ste tudi Red Bull. Sem začutil, da niste bili najbolj zadovoljni z njihovo taktiko. Da jo na hitro povzamem, kako so dirkali pri Red Bullu za tiste, ki niso uspeli videti etape. Primož Roglič je napadal na prvem vzponu, potem so ga na Madeleine ujeli, torej Madeleine je bil drugi vzpon te etape. Med zadnjima vzponoma je bil v vodilni skupini, potem pa se je zdelo ravno takrat, ko je šel na malo potrebo, je napadla trojica O'Connor, Rubio in Jorgensen. Potem se je pridružil še Lipovic in tudi moštveni kolega Nemec je napadal v tistem trenutku. Roglič ni šel z njim, je pa bil skoraj do konca, če tudi nekajkrat za nekaj metrov izgubil stik s Pogačarjevo skupino, pa je držal korak s to skupino skoraj do konca, do takrat, ko je Vingegaard napadal. V cilj je prišel minuto za Pogačarjem in 48 sekund za četrtim, tako danes kot skupno Oskarjem Onlyjem. Pa Luka, najprej tvoj pogled na dirkanje Red Bulla, kako si vse skupaj videl? Ja, zelo kaotično. Nisem vedel, da bi Primoža poslali za satelitskega kolesarja mlademu Lipovicu, pa sem potem razmišljal o tem, pa se mi ni zdelo povsem logično, vendarle nek status pa ima naš Primož v svetu kolesarstva in tudi ekipi Red Bulla, še Rolf Alda, ki nam je razlagal včeraj po etapi, da je to super kombinacija močne mašine v Florianu Lipovicu in mladosti, ter na drugi strani silne izkušenosti pri Primožu, da je to krasno mentorstvo in tako naprej, ampak potem, ko sta pa prišla skupaj, pa ne vem, koliko kilometrov sta sploh bila skupaj Primož in Florian danes, skratka prave pomoči zagotovo Lipovic ni imel, od Primoža pa ne, da jo Primož ne bi hotel oziroma želel ponuditi, ampak enostavno se je hitro že odločil za napad Lipovic in potem ga je pobralo, ker je kolesarjev vse skozi sam, kilometri se nabirajo in jasno, vsi so že čez limit, se mi zdi, med temi najboljšimi sploh in v trenutku, ko je imel slušalko iz ušesa Lipovic na zadnjem vzponu, sem si pa mislil, verjetno je seveda izmučen in ne želi več ničesar slišati, zdaj je, kar je, mora se boriti, mogoče za kratko spomin na tisto Tadejevo trpljenje tule na Col de la Los pred 2 letoma, ampak res ne vem, kaj so mislili danes točno. Imam pa eno tako kratko anekdoto še izpod skakalnice, kjer je parkiran eden izmed avtodomov bližnjih navijačev Primoža Rogliča in so izobesili tudi Dajmo Rogla in njegovo sliko in
še en tak transparent, go Rogla, dajmo Rogla, ale Rogla, piše v zadju, v spredju pa je Primož slikan, ampak slika Primoža, ampak tista slika v adresu Jumbo Visme. Še takrat pa sem malo povprašal, zakaj pa ni nove slike, saj je že 2 leti, že ni več tako sveža nova slika, da bi jo bilo težko dobiti, pa so malce hudomušno mi odvrnili. Stari dobri časi. Primož, meni je bilo tudi, moram reči, da je zanimivo, glede na to, kaj je Rolf Aldag včeraj govoril, da so glavni cilj stopničke in da je bil zelo zadovoljen, kako sta se Primož in Florian Lipovic lotila Oskarja Onlija, torej 4. uvrščenega na tem turu, Lipovic je 3. v skupnem seštevku, Primož Roglič pa 5. In ravno danes, še sredi etape, se je zdelo, Oskar Onli je precej zaostajal za obema, na koncu pa z zelo zanesljivo, umerjeno vožnjo pridobil proti obema. Za Lipovicem zdaj zaostaja 22 sekund, pred Primožem Rogličem pa ima minuto 48 prednosti. Jaz sem to videl, tudi danes imel neko čudno sliko. To, da je šel Primož v beg, to je bila pač edina smiselna poteza, ker Lipovic jasno ga ne bi pustili tu beg, ker bi ga takoj pokrival Onli. Medtem ko Primož je pač lahko to izkoristil, ker je imel kljub temu nekaj več zaostanka in je to bilo čisto v redu. Tudi za, bi rekel, njegove konec koncev direktne konkurente. Ampak poteza Lipovica prvič je že, se pravi, na Madalenu pokazal nekaj slabosti in malo izgubil kontakta, ampak dobro, potem je prišel nazaj. Mi je bilo pa čudno, seveda, da greš potem v nek samomorilski napad po neki dolini, kjer gre cesta rahlo navzgor. Glede na to, da si imel že prej težave, res nobene potrebe, da greš v ta napad, ker koga boš pa napadal? Pogačarja verjetno ne, Vingegaarda tudi mislim, da ne. Zdaj, da bi Oskarju, Onliju tukaj lahko ne vem koliko pridobil, je nemogoče, ker je klanec take narave, da je bolj, ko se je šlo proti vrhu, proti cilju, bolj staram je bil. In se pravi, če proti skupini, ki je polna favoritov, samih dobrih kolesarjev, ti pa si pred njimi voziš eno z bi rekel, minuto prednosti, pomeni samo, da se trošiš in prej ali slej ti bo zmanjkalo. In ne glede na to, da je Florian fizično res izredno sposoben tekmovalec, pa je taktično tukaj zelo slabo, bi rekel, odigral svoje karte, tako on kot ekipa, ker njihov cilj na tem turu je obraniti belo majico in pa ostati 3. v generalni razvrstitvi. In se pravi, v tem primeru neka logična poteza bi bila, da Lipovic ostane blizu Onlija in poskuša pač z njim prideti jasno, čim bliže cilju, do vrha, ohraniti svojo prednost, ki jo ima, ali jo eventualno še nekoliko povečati. Dejansko podobno kot Pogačar in Vingegaard. Tako podobno kot Pogačar in Vingegaard, vendar Florian je danes to za razliko od Tadeja odigral ravno, bi rekel, v drugačni smeri in na koncu je tudi, seveda so riskirali to, da danes izgubijo 3. mesto v generalni razvrstitvi in jasno, tudi bela majica, to bi bila pa katastrofa. Res je, da je jutri zopet še en težek dan, da je v soboto še en težek dan in da se lahko še marsikaj zgodi. Vendar pa, če bojo nadaljevali s tem načinom dirkanja, potem bodo verjetno zelo slabo končali, ker Onli je tudi zelo močan in predvsem z ekipo, ki ga podpira in ki dobro dirka, ki pametno dirka, niso izpostavljeni
vendar pa držijo pa zelo, zelo visoko mesto. Nihče ni tega pričakoval, kar je do zdaj pokazal Oscar Onley. Res, Oscar Onley ima odličen tur pri zgolj 22 letih. Prisluhnimo še Primožu Rogliču, ki se je po etapi pogovarjal s televizijskim kolegom Davidom Črmeljem. Borba, izjemno napadalno iz prvega vzpona. Je bila to taktika, način dirkanja nov? Mislim, da ste me vsaj videli kdaj na televiziji, ne? Čeprav ne prav veliko, tako da kraljevska etapa, fino je bilo. Kraljevsko težka, ampak omenili ste zadnjič, ne zanima me toliko skupni seštevek kot spredje v eni etapi. To je bila zdaj ta priložnost. Kaj vse se je dogajalo? Bila, pa ni bila, ne, v bistvu. Tako da ja, probali smo, bomo videli, jutri še en dan. Še tole Col de la Loze, ja, v lepem spominu ga imate, tudi že pokazalo se je, koliko zmorete, koliko zmorejo drugi, koliko še imate v sebi, še en dan je, kot ste že omenili. Ja, bomo videli. Danes je šlo, tomorrow we... Malo sem utrujen, jutri bomo pa videli, kako bo. Če bojo noge, bomo šli, drugače bomo šli pa malo bolj počasne. Simpatičen trenutek na koncu, ko je preklopil v angleščino. V angleščini seveda mora večino svojih medijskih obveznosti oddelati Primož Roglič. Luka, govoril je prej že Primož Čerin o Oscarju Onleyju, za mnoge verjetno najlepše pozitivno presenečenje tega tura in kolesar, ki je nepričakovano zdaj v boju za stopničke, pa bi pred tema dvema gorskima etapama rekli, da je v zelo zahtevnem položaju, glede na to, da ima spredaj in zadaj dva kolesarja iste ekipe, ampak kot smo že rekli, ne, danes je proti obema pridobil čas. Ja, res je. In Oscar Onley, škotski kolesar, ki morda znova dvigne zanimanje na otoku, če lahko rečem tako, ali pa pride, ne vem, blizu Gerainta Thomasa celo, da znova kaj resnega, večjega zmaga in gre ta skupna zmaga na kakšni taki dirki znova na otok. Ampak sam sem ga prvič zasledil na dirki po Hrvaški, na tisti dirki, ki verjamem, da se jo kar vsi spomnimo, ki jo je dobil Matej Mohorič. To je bilo pred 3 leti, 2022. Sekunda pred Jonasom Vingegorjem. Tako taktičen manever našega kolesarskega genija, ko je ognal Jonasa, zmagovalca dirke po Franciji. Tretji pa je bil takrat Oscar Onley skupno in tudi najboljši mladi kolesar na dirki po naši sosedi. Sicer pa sem nekje zasledil anekdoto, da naj bi začel kolesariti Oscar Onley oziroma dobil to navdušenje nad kolesarstvom, ker je ena izmed dirk potekala en kronometer, če sem si zapomnil prav, je potekala mimo njegove hiše in to je on videl, všeč mu je bilo in je tako po nogometu, kriketu, tenisu, krosu, kar je vse treniral, vsaj za kratek čas izbral kolesarjenje in vse ostalo je zgodovina, bomo verjetno lahko kmalu rekli. Pa sem razmišljal o Benu O'Connorju, da bi dobil kakšno etapo na tem turu, ko sem ga spremljal in moram reči, da je Oscar Onley bil tisti drugi, ki sem rekel, no tale bi pa tudi lahko vzel kakšno etapo, pa mislim, da zdaj še ni konec priložnosti, da začini vse skupaj na koncu še to in morda v navezavi z današnjo etapo pove nadaleč ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, da so Lipovica preveč pustili na vetru, če rečemo malce v kolesarskem žargonu in bo zato še jutri plačal davek in pa če se bosta Jonas in Tadej znova malce vozila en ob drugem, pa mogoče Oscar Onley res pritisne tisto piko na iše z etapno zmago, ker na koncu, če bo četrti skupno, je super, ne, ampak za ta leta vemo, kako smo bili tudi mi veseli, recimo Primožovega 4. mesta v začetkih, potem pa z leti, če ne bi tega nadgradil, bi bilo to super, ampak Oscar Onley očitno ima res pravi potencial za nekaj večje. Videli smo tudi nekaj škotskih zastav na poti navzgor do Col de la Loze.
bilo pa je ogromno slovenskih. Res lepo je videti te scene, če se samo spomnimo, koliko takšnih trenutkov so že ponudili, postregli slovenski navijači v zadnjih letih, sploh na alpskih prelazih, pa denimo na Džiru, letos na Primorskem, pa pred leti na Višarju. Mojca Breskor pa je ujela eno od navijačic na poti na vrh. Tjaša že nekaj let hodi od blizu doživeti tur. Prišli smo z Maribora na te zadnje 2 odločilni etapi, mislimo vse tako, navijamo za vse naše, seveda vse 4, ampak jaz malo starejša, pa sem bolj Roglič fan, ne? Mislim, da on te vrednote pripeljal v Slovenijo in to kolesarjenje, tako da je lahko zgled vsem, seveda pa za Tadeja absolutno, ne, tako kot je potrebno. V glavnem, stali smo pa zelo zgodaj, midva smo nekje 60 km stran v enih hribih in sva prišla najprej v dolino 30 km, pa potem nazaj tukaj v hribe, tako da sva kar grizla. Mislim, da je bilo zadnjih 15 km 2000 višincev, nekaj takega. No. In smo se zelo potrudili za te naše in da smo lahko del tega na nek način praznika ljudi. To so vsi ljudje vitki in fit in to je zelo lepo za videti, no, v današnjih časih res. Koliko časa ste potrebovali, da ste prišli na tale Col de la Loze in morda, če lahko opišete, kako težko je in kako strmo je? Strašno strmo je, klanec je zelo neenakomeren, ne? Malo se poravna, potem v ovinkih misliš, da boš že lahko malo zadihal, no? Pa se osvežil, potem pa pride spet kako strmo presenečenje, kot da prideš v zid, tako da iz doline od spodaj je bilo približno 2 uri samo vzpon trajal, no. Drugače smo pa prišli še malo naprej. Je pa strašno naporen klanec, no. Jaz hodim že na ta tur, moram reči 10 let, ko nas še niso bili tako dobri in sem vse te Rogličeve padce doživela, s nekaj ne grem več, ker smolo prinašam, no, ampak še kar vztrajam. Dejali ste že 10 let. Koliko več slovenskih navijačev srečate zdaj? Danes je ogromno slovenskih zastav, takole že v dolini, pa potem na poti do vrha, v primerjavi recimo s pred 10 leti. Neverjetno je, no, in vsi se prepoznamo, ne, in zdaj, če že tu midve pogledava ta pogled, ne, na tem prelazu najvišja zastava je slovenska zastava, kot da smo na našem teritoriju. Slovencev je ogromno, ne, že po avtomobilih se vidi, spodaj so parkirani ti bivalni avtomobili in tako dalje, tako da 10 let nazaj, pa moram reči, da sem bila presenečena, včasih je tudi bilo, da katerega našega sploh ni bilo na turu, ne, in je tudi se našla kakšna slovenska zastava, zelo zanimivo, no, res. Ampak tu pa tam, ne, to proti zdaj se sploh ne da primerjati, ja. Luka, vzdušje na gorskih prelazih v Alpah na Col de la Loze, kjer pa so vendarle Alpe precej bolj dosegljive in bliže Sloveniji kot pa Pireneji, ne? To je res, bom rekel, to moraš doživeti, ker to je, primerjamo včasih s planico, ker jo pač res vsi Slovenci poznamo, ampak to je še nekaj drugačnega, druge dimenzije. Ne vem, saj tudi Robert Hrgota je prišel pogledati današnjo etapo, recimo skupaj s svojo družino, mlado družino, ki jo ima, pa se je zorganiziral, da je vse to doživel iz prve vrste. Mi smo šli danes enostavno na pot malce čez 9, pol 10 zjutraj, po navigaciji je pisalo, da bomo čez 32 minut v Courchevelu, torej tu, kjer je novinarsko središče in odkudar se zdaj javljam, no, bili smo čez 1 uro in 3/4, ker enostavno se je vse zaustavilo že spodaj in to samo zaradi tega, ker je toliko ljudi šlo s kolesom že zjutraj na vzpon, na zadnji vzpon, na Col de la Loze, in ta vzpon je dolg 26 km dobrih in čez 26 km je bilo enostavno kolesarske kolone, zraven pa še avtomobili, ker zjutraj še ni bila cesta zaprta, da bi, ne vem, lahko šli samo akreditirana vozila navzgor. Skratka, ob cesti res špalirji gledalcev, zgodb pa na milijone in lahko rečem, da sem več kot prepričan, da danes je bil vsaj na en višinski meter vsaj en Slovenec tule v Courchevelu, pa če vemo, da jih je bilo 5500 višinskih metrov. Mislim, da nisem preveč zgrešil. Prej sem rekel premalo, kot pa preveč, da je bilo slovenskih ljubiteljev kolesarstva tu. Pa še ta misel morda, doživeli smo to, kar smo morda pričakovali že lani,
ampak Primož ni prišel potem na tur oziroma v bližino v Alpe. No. Res ogromno je navijačev Primoža, tudi slišali smo Mojco v pogovoru s Tjašo, ko je dejala, jaz sem tista bolj starejša generacija navijačic in Primož je tisti moj favorit. Sam sem se pogovarjal tudi z enim zelo mladim navijačem, ki je dejal, da je imel namen prižgati baklo in teči ob Primožu, pa je rekel, da mu oče to ni dovolil in je potem tekel samo z zastavo tam v zadnjih 3-4 kilometrih, kjer je stal. Ampak mi je rekel, upam, da danes Primož zmaga in osvoji tur. Sem rekel, a Primoža tadej? Pa je rekel, ne, Primož, jaz res navijam zanj. Tako da imamo res, bom rekel, navijače, ki so super in niso prav nič jezni. Zdaj pa že imam ta občutek tudi, ko zmaga tadej. Super slišati. Etapa pa je na koncu dobil Ben O'Connor, Avstralec, je imel nekaj skromnejših dni na letošnjem turu, tokrat pa svojega najboljšega splezal je na skupno 10. mesto, svoj zaostanek za Tadejem Pogačarjem je v skupnem seštevku zmanjšal zdaj na manj kot pol ure, ni pa pričakoval, da mu bo danes uspelo po 4 letih znova dobiti etapo na turu. Tolikokrat je bil blizu v tem času, torej v tem obdobju, na tej težki dirki, pravi, največja je med vsemi, a tudi najbolj kruta. Yeah, it's a rough race. It's the biggest race in the world, but it's for sure the cruelest. So I wanted to have another victory for so many years now. I've been fighting with thirds and fourths and so close, but I couldn't be proud. Couldn't be more proud of myself and the boys. They back me every single day this whole race, even throughout the pretty rough times. So thanks to everyone at Jayco Alula, and it's what the team needed and it's what I needed. Ponosen je bil nase in na ekipo, ki ga je podprla na tej dirki. Rekel je, da je to zmaga, ki jo je potreboval in zmaga, ki jo je tudi ekipa potrebovala. Njegova prva, odkar je prestopil k Jayco Aluli, kar se navezuje tudi na vprašanje enega od poslušalcev. Letos nam lahko pošiljate mnenja, komentarje in vprašanja meni ali Igorju na ime.priimek@rtv.slo.si. Veliko lepih, toplih besed, moram reči, da ste nam namenili, zelo lepo jih je prebirati, res super. Luka pa sprašuje, koliko časa Primož kolesar potrebuje, da se privadi na novo okolje, tako taktično, kot tudi kar zadeva odnosov znotraj ekipe, glede na to, da Ben O'Connor, njegova prva zmaga pri Jayco Aluli, lani se ga spomnimo iz Vuelte, ko je bil po tisti presenetljivem razpletu v prvem tednu tako blizu, da bi presenetil na koncu Primoža Rogliča. To je težko reči, ker so kolesarji med sabo zelo različni po karakterih. Nekateri bolj veseli, nekateri bolj tihi, tistim, ki so malo bolj zgovorni, tistim je lažje se vklopiti v neke nove sredine. Pri Benu mislim, da ni bilo kakšnih večjih težav, glede na to, da je Avstralec šel v avstralsko ekipo nazaj, je bilo to privajanje, bi rekel, brez kakšnih posebnih težav in dokaj hitro. Je pa res, da je on nek tip kolesarja, ki je velikokrat v ospredju, težko pa zmaga. Če zmaga na, mislim, na tak način, kot mu je to uspelo tudi danes, z nekim pobegom in v solo vožnji. Pač zato on ni ravno tip tekmovalca, ki bo imel na svojem računu veliko število zmag, je pa vsekakor zelo kvaliteten tekmovalec in vedno nekje blizu vrhu, tako da vsekakor pa danes je res oddelal neverjetno, sploh v tistih zadnjih 3-4 kilometrih sem pričakoval, da ga bo bolj pobiralo proti vrhu, ne v tisti najbolj strmih delih, vendar je zelo pametno odkolesaril in res zaslužena zmaga.
vsekakor. Ben O'Connor, ena statistična zanimivost, je po Matthewu Van Der Poelu in Timu Merlieju še tretji kolesar letos, ki je prišel do druge zmage po 4 letih, torej 4 leta nazaj je zmagal prvič na Touru, tako kot Matthew Van Der Poel in Tim Merlier, zdaj pa je po 4 letih torej prišel še do druge zmage na največji dirki na svetu. Aljaž sprašuje, zakaj je razlog, da skupine ubežnikov dostikrat vztrajajo v ospredju uro ali več le z 20-30 sekundami prednosti, se jih peloton ujame takoj, ko se za to odloči in izgleda, da samo izgubljajo energijo v ospredju brez neke očitne dobrobiti. Ja, marketing. Moramo vedeti, da preko televizije in preko drugih medijev gre po celem svetu in tukaj pač jasno, vsi tisti, ki so v ospredju, to dobro vedo, njihovi športni direktorji to dobro vedo in pač, če si enkrat tam, moraš potem to tudi maksimalno izkoristiti. Je pa res, da velikokrat tudi skupina čaka, noče poloviti ubežnike, raje jih pusti na minuti, 2, vejo, da so na neki, bi rekel, razliki, ki je lahko ulovljiva in na ta način se, kako bi rekel, boj se umiri. Se pravi, v ospredju manjša skupinica, v ozadju peloton, velika skupina, ampak vse mirno se pelje proti cilju. Šele tik pred ciljem se polovi, predvsem v teh etapah, kjer potem šprinterji pridejo do svoje besede in jasno, potem imajo te šprinterske ekipe nalogo poloviti in izpeljati pač dirko do samega šprinta in pripeljati svoje najboljše v šprint. Vkolikor bi jih hitro polovili, bi se potem spet razplantela vojna, ker nekateri drugi bi poskušali potem v beg. In potem je to seveda bistveno težje nadzorovati, tako pa nadzoruješ beg, ki je že vnaprej sicer obsojen na to, da jih bodo polovili, ampak seveda v ospredju imajo, bi rekel, možnost se promovirati, medtem ko v ozadju nekoliko bolj lagodno in umirjeno lahko odpeljejo etapo do cilja. Simon pa sprašuje, zakaj je toliko motorjev? Ali na Touru res potrebujejo takšno količino spremljevalnih motorjev okrog kolesarjev? Pa je rekel, če pustimo na strani policijo in kamere in morda nevtralni servis, se mu zdi, da je še vedno ogromno motorjev in da se na nekaterih delih tras lahko zaradi tega nastane zelo velika gneča. Morda si je spomnil tudi na tisti dogodek Chrisa Frooma na Mont Ventoux, ko sta se, mislim, da je bil Richie Porte še zraven, zaletela v motor in potem se je pokvarilo kolo Chrisa Frooma in je potem začel teči proti vrhu, preden je dobil rezervno kolo in na koncu v njegovo korist tudi so se komisarji odločili, da je dobil čas zmagovalca in tako ohranil prednost v skupnem seštevku in na koncu se tudi veselil skupne zmage na Touru. Ampak, če gremo nazaj k vprašanju Simona, zakaj toliko motorjev na Touru? Ja, en del teh motoristov je prav gotovo povezan z varnostjo, ker pač morajo, ogromno je policistov na motorjih in ti morajo skrbeti za varnost. Druga stvar je potem kamermani, brez njih ravno tako ne bi bilo takega spektakla, kot je Tour de France. Potem je pa tukaj ogromna količina fotoreporterjev. Vedeti moramo, da praktično vsak majhen bolj pomemben fotograf ali fotograf neke revije, časopisa, vsi so kreditirani že leta in leta naprej za Tour de France in vsi so na motorjih, ker oni morajo pač biti kako bi rekel, v dogajanju noter. Ne morajo čakati nekaj test, da dirka pride, oni poslikajo in potem pač pospravijo in grejo. Ne, oni so vse skozi tam zraven in tukaj je kar
verjetno bi se vsi začudili, ko bi videli, koliko je teh fotografov na dirki. To ni nek, bi rekel 10, ampak jih je bistveno več. Ko je športni dogodek takih dimenzij, kot je Tour de France, potem spada zraven tudi vse to. In če hočemo, ali če organizator hoče, da bo zadeva rentabilna, da se bo vrtelo, da bo šla slika po celem svetu, potem mora te stvari zagotoviti. In sej tudi tekmovalci in konec koncev športni direktorji niso najbolj zadovoljni s tem. Ampak vejo, da je to en del tega spektakla in da vkolikor teh ljudi ne bi bilo, bi bilo pač vse skupaj precej bolj osiromašeno in jasno, ne bi bilo na tem nivoju. Ne gre drugače. Primož, v vsakem podcastu nekomu, ki nam je pisal, podelimo tudi majico podcasta Tour 202, pa bi vas prosil, da poveste, katero vprašanje od teh treh vam je bilo najbolj všeč, torej o privajanju na novo okolje za kolesarje, o tem, zakaj ubežniki vztrajajo, ko je razlika majhna spredaj ali vseh teh motorjih na Touru. Pa v bistvu to dogajanje ubežnikov spredaj in skupina za njimi nekako recimo, da bi to vprašanje se mi zdi tako najbolj nekako zanimivo in dostikrat povezano z neko taktiko, ki jo mogoče ljudje niti ne zastopijo dobro, zakaj se to nekako lahko vleče ure in ure, pa je vse skupaj na tisti mali razliki minute ali dveh. In to vprašanje bi bilo izpostavljeno. Aljaž ga je postavil, tako da bo Aljaž dobil majico Tura 202 danes. Čestitke, Aljaž, še naprej pa lahko pošiljate svoje komentarje, vprašanja, mnenja na meni ali Igorju na elektronsko pošto. Tadej Pogačar je danes oblekel ob rumeni majici tudi pikčasto majico, znova prehitel je Lenija Martineza v tem točkovanju, medtem ko pa v točkovanju za zeleno majico zdaj krepka prednost Jonathana Millana, potem ko je dobil včerajšnjo etapo, je dobil tudi umestni sprint v tej in Tadej Pogačar mislim, da ima zelo malo možnosti, če je sploh teoretično še možno, da ga prehiti do konca dirke. V boju za pikčasto majico pa je tudi letos v zelo dobrem položaju prehitel, torej Lenija Martineza. Luka. Ja, v bistvu ga ni prehitel, sta bila poravnana že zdaj, mislim, da 3 etape s 60 točkami, pa je potem mogoče, če bi imeli čas, še to taktiko prekomentiramo, ker med vrsticami pri Gorazdu Štanglju, športnemu direktorju Bahrajnov, čutim, da ni najbolj zadovoljen s še enim mladcem na dirki, kot je Leni Martinez, z njegovim načinom dirkanja, da pikčasta majica ni morda osrednji cilj, da je več vredna etapna zmaga, ampak Leni je danes šel na prvi vzpon, pobral 20 točk, ki pa jih na koncu ni dobil v seštevek, ker je bil kaznovan zaradi tako imenovane sticky bottle, torej lepljivega bidona. To sem pa zasledil, ja. 3-krat naj bi vzel bidon, pa ga nikoli ni vzel, so mu le pomagali takrat tako, na vrhu prvega vzpona. Kazan 8 točk, tako da je dobil samo 12 točk danes za gorske cilje namesto 20 in potem, ko je tedaj seveda bil drugi na etapi, je zdaj spredaj, prehitel ga je tudi Jonas Vingegaard, ampak tudi ta način Lenija, glede na to, da verjetno je vedel, da bo tedaj močan in visoko na koncu danes, ko so še, če se ne motim, bile celo dvojne točke zaradi tega, ker smo bili na najvišji točki letošnjega tura. Ne vem, ne razumem povsem, zakaj se je tako gnal. Plus tega, kot poudarjam, to mi je pa izhodišče po besedah iz tabora Bahrajna, da je etapna zmaga, mislim, da je tudi Milan Eržen v našem podcastu to izpostavil, vredna več kot pa pikčasta majica. Je to izpostavil, mimogrede sticky bottle, lepljivi bidoni, res je super kolesarski izraz. Po Franciji smo se v našem podcastu v zadnjih 3 tednih peljali s kolesom, danes pa gremo večino mest in krajev letošnje dirke
po Franciji bi lahko obiskali tudi z javnim potniškim prevozom, če ne z vlakom, pa vsaj z avtobusom. Francija se namreč vse bolj usmerja v trajnostni turizem, pri čemer ima osrednjo vlogo potovanje z avtobusom in predvsem z vlakom. Železniška mreža je v Franciji dolga okrog 28.000 km in je druga največja železniška mreža v Evropski uniji, za Nemčijo in na 9. mestu največjih železnic na svetu. O tem, kakšne so izkušnje s francoskimi vlaki, je tudi z osebno izkušnjo preverila Veronika Gnezda. La région Hauts-de-France et l'équipe TER vous souhaite la bienvenue à bord de ce TER à destination de Douai. Dobrodošli na francoskih vlakih, ki po podatku spletne strani SNCF, francoskega državnega železniškega prevoznika, dnevno prepeljejo približno 5 milijonov potnikov. Podjetje ima samo v enoti potniškega prometa zaposlenih 82.000 ljudi. Skupaj z ostalimi enotami, od tovornega prometa, signalizacije do upravljanja prog, več kot 200.000. In vlak je odličen način za raziskovanje Francije. Predvsem za premikanje med večjimi mesti, seveda tam, kjer je železnica. V državi, ki je največja v Evropski uniji, je namreč precejšnja razlika v pokritosti železniško infrastrukturo. Dobra je na severu, vzhodu in na južnem delu. Zelo drugače pa v centralnem masivu, južnih Alpah in ponekod na podeželju. Po letu 70 je veliko krajev ostalo brez železniške postaje, zdaj jih je v celotni državi okoli 3000. I think, of course, with a car, it's easy to explore different region, of course. Z avtom je enostavno raziskovati različne regije, ampak z javnim prevozom pa se lahko zelo enostavno premikaš iz mesta v mesto. In če želiš raziskovati mesta, je vlak najlažja izbira. Če pa želiš v majhne vasi, je verjetno bolje imeti avto. But if you want to go to the small village and perhaps it's better to have a car, of course, yes. Tako pravi Selik iz Lila, mesta, ki ima tako kot mnoga druga večja, vsaj 2 ali več železniških postaj za regionalne in za hitre ter mednarodne vlake. Kako pa potovanje z vlakom opišeta Emanuel iz Dunkerka in Rodrik iz drugega konca Normandije iz precej manjšega Lisieuxa. Rekel bi, da je kar dobro, a postaja vse dražje. Če potuješ skupaj s še 3 ali 4 ljudmi, je vedno cenejše z avtomobilom. Sam že vse življenje živim v mestu, ampak verjetno ljudje s podeželja, ki imajo do prve železniške postaje pol ure, raje vzamejo avtomobil. Na splošno pa je železniški sistem dober. S hitrim vlakom si iz severa Francije do juga v 5 urah. Še vedno je cenejše od letala, sicer dražje od avtomobila, ja, ampak zelo praktično, če želiš potovati po Franciji. French trains are brilliant. I go everywhere, they're always on time. Obožujem francoske vlake, genialni so, povsod grem z njimi. Vedno so točni in poceni. Imam kartico za popust zaradi starosti, tako da grem v Pariz in nazaj za 50 €, kar je super. Večkrat potujem tudi na jug, od tu štartam ob 15. popoldne in ob 20. že večerjam v Avignonu. Torej dobrih 1000 kilometrov s prestopom v Parizu v 5 urah, kar je še vedno malce počasneje kot z letalom, a običajno na dolgih relacijah vozijo hitri vlaki oziroma vlaki TGV, ki jim pravijo tudi letala na tirih in ki dosežejo do 320 km/h. V Franciji je več vrst vlakov. Poleg vlakov TGV so med pogostejšimi še njihova nizkocenovna različica Ouigo, ki so manj udobni in še vedno dražji od regionalnih vlakov TER z vzdevkom avtobusi na tirih. Imamo lokalne vlake, hitre vlake, cenejše vlake, ki pa so počasnejši. Najbrž si opazila, da imaš na isti relaciji vlake, ki vozijo pol ure in so direktni, ali pa 1,5 ure in se ustavijo na vsaki postaji. Odvisno je od tega, koliko si pripravljen plačati. Krajša vožnja je vedno dražja. So pa vlaki pogosti in lahko izbereš, koliko denarja želiš porabiti za vozovnico.
In če so vlaki TER počasnejši, pa njihova prednost ni le ugodna cena, ampak tudi to, da lahko vozovnico kupiš tik pred zdajci in da če vlak zamudiš, lahko greš vedno na naslednjega, saj je vozovnica fleksibilna in velja do konca dneva. Za hitre vlake pa je treba vozovnico z rezerviranim sedežem kupiti vnaprej, velja le za določeno vožnjo in če je krivda za zamudo potnikova, ni ne denarja, ne vlaka. Prav veliko različnih vrst vlakov in pravil pa lahko človeka tudi malo zmede. Don't worry, I don't understand it either. The best site to go on to is SNCF Connect. Ne skrbi, tudi jaz jih ne razumem. Najboljši spletni portal za iskanje SNCF Connect. Tam samo vneseš svojo pot in kupiš karto, potem pa ne glede na to, kdo vozi, vlak bo vozil. Spletna stran je zelo enostavna. Če imaš psa, jaz imam 40-kilogramskega ostrodlakega italijanskega ptičarja, moram zanj plačati svoj prostor. Ampak majhen pes v torbi se lahko pelje zastonj. Naslednjo sogovornico sem srečala v Parizu, ravno je prišla z vlakom Švedske in tak način potovanja je zelo domač. V Franciji imam samo dobre izkušnje. Vlaki so zelo hitri, veliko bolj udobni kot avto in točni. Cene vozovnic pa so zelo različne, vedno moraš raziskovati. Jaz preverjam na 4 različnih spletnih straneh, da najdem najboljšo ponudbo. Nobena stran ne pokaže vseh vlakov, tako da je iskanje precej težavno. Rada uporabljam Ouigo, ker greš za 20 € čez celotno državo, ampak ure niso najbolj praktične, zato moraš biti precej prilagodljiv. Včasih vidim na avtomatih na postaji, da so cene enake kot na spletu. To je malce nenavadno. It's all confusing, I think, the prices and the trains, yeah. It's a little difficult to understand sometimes the announcements or Povsod na železniških postajah so avtomati za nakup vozovnic, a precej lažja pot je nakup prek spleta in v pisarnah podjetja SNCF na postajah, kjer ni težava niti, če ne znaš francosko. Je pa to morda ovira pri razumevanju napovedi vlakov na postaji ali na metroju, če ne veš točno, kje izstopiti, kam iti in ni veliko ljudi, ki bi jih lahko vprašal. Mi je izkušnje povedala skupina ameriških turistov. Da pa včasih kljub znanju jezika ni enostavno, pa pravi Haža iz maroškega Feza. Velikokrat sem potovala z vlakom po Franciji in mislim, da ti to res pomaga prihraniti čas in energijo, ker so vlaki hitri, še posebej TGV. Niso poceni, ampak če kupiš vozovnice mesec ali 2 vnaprej, jih dobiš po dobri ceni. Včasih pogrešam kakšno informacijo več na postajah, včasih ne veš, v katero smer moraš in si malo izgubljen. Pa tudi ljudje niso vedno prijazni. No, v manjših mestih že, v Parizu pa je kar težko komunicirati z njimi, čeprav govorim francosko. Saj tudi v Maroku niso vsi ljudje prijazni, ampak vseeno najdeš nekoga, ki ti pomaga. V Franciji so ljudje zaprti vase, bojijo se drugih ljudi. People are closed and they're afraid from other people's. Zelo pogosta praksa v Franciji je, da ljudje kombinirajo vlak in kolo ali skiro. Posebej na regionalnih vlakih TER, ki imajo za kolesa določen prostor in zanje ni treba doplačati. Drugače je na hitrih vlakih, pri katerih pa je zelo odvisno, ali je kolo dovoljeno ali ne. Kot mi je povedal kolesar, ki se je ravno odpravljal na nekajdnevno turo, je treba to vedno preveriti ob nakupu vozovnice. Moi, j'ai l'habitude de mettre mes vélos dans les trains TER. Navajen sem, da če sem s kolesom, se vozim z vlaki TER. V vlakih TGV namreč koles ni dovoljeno prevažati. Z vlaki TER pa ni nobenega problema. To so regionalni vlaki, ki imajo prav poseben prostor, v katerem lahko pritrdiš ali obesiš kolo. Na jug Francije še nisem potoval z vlakom, se pa vozim povsod po Franciji in res ni nobenih težav. A kot pravim, z vlaki TER. Enkrat sem rezerviral karto za TGV in nisem vedel, da so kolesa na teh vlakih prepovedana. Enostavno ni dovolj prostora zanje. C'était interdit dans les TGV. Il n'y a pas de place pour mettre les vélos. Mais dans les TER, il n'y a pas de problème. Dans quelques instants, notre train nomade entrera en gare de Caen. No,
I never missed a train. Nikoli nisem zamudila vlaka, vedno imam srečo. Včasih imam samo 10 minut za prestop, ampak mi vedno uspe. Če ima en vlak zamudo, jo ima tudi drugi, tako da se vedno izide. Se pa lahko zgodi, da ne le, da zamujajo, ampak da vlaka preprosto ni. Moji starši niso imeli avta, tako da sem vedno potovala z vlakom. Tudi ko sem šla v Španijo ali v Švico, vedno z vlakom. Tukaj je potovanje z vlakom zelo enostavno, ampak velikokrat so zamude ali odpovedi vlakov, ker delavci stavkajo. Nimajo dobrih pogojev, zato stavkajo. In čeprav je to nadležno, jih podpiramo. They strike, and so even if it's annoying, we support it. We love to strike in France. There are many strikes. V Franciji obožujemo stavke. Tudi med zaposlenimi na železnici so pogoste in še posebej radi stavkajo med prazniki ali ob dolgih koncih tedna, ker želijo, da imajo vpliv. Ali pa enostavno ni vlaka in nočejo povedati razloga. V Belgiji ti povedo, da vlak zamuja, ker je trava na tirih. V Franciji lahko stojiš 1 uro, pa ti nihče nič ne pove. To je včasih malo frustrirajoče. Sam še nisem imel slabe izkušnje, so pa moji sodelavci na vlaku preživeli 10 ur, čeprav bi pot morala trajati 2 uri. Vlak se je ustavil in nihče jim ni povedal, kaj je narobe. Torej, lahko so težave, na splošno pa sistem deluje kar dobro. Torej, potovanje z vlaki v Franciji je udobno, precej enostavno, lahko pa tudi stresno, ko vlak zamuja in ne veš, ali boš ujel naslednjega, ali pa je naslednji odpovedan in ti ostaneš kar nekje. Oziroma, kot je dejal eden od mojih sogovornikov, potovati z vlaki po Franciji je krasno, dokler vse deluje normalno. Ko pa je vlak odpovedan brez obvestila, pa to postane nočna mora. Ampak tako je najbrž povsod, ne le v Franciji. Kolesarski podcast Vala 202. Naslednja etapa, podobna kot 18., le da je krajša, zdi se, Primož, da vsaka etapa ustreza Tadeju Pogačarju, bi pa lahko naslednja, ker je morda krajša, še bolj ustrezala Primožu Rogliču? Tako kot je rekel, če bojo noge dale, potem verjetno da, ne. Etapa je razgibana, kratka in jasno bo zelo pomembno počutje, ker že takoj od štarta bo zopet šlo vse na polno in poskus pobega, vsekakor, dokler beg ne bo šel, bo to prava vojna jutri. In izredno težka etapa in izredno spet zahteven zadnji vzpon. Lahko pričakujemo marsikaj, no. Res, na Touru je zelo težko v takih etapah karkoli napovedovati. Vsekakor pa v ospredju ne bodo slabi kolesarji, tudi če gre beg, ker na taki trasi moraš imeti res močne noge. Tako da lahko tudi jutri v begu pričakujemo neko podobno skupino, kot je bila ta danes. Medtem ko pa seveda drugo je pa vprašanje obeh ekip, glavnih konkurentov, Tadeja in pa Jonasa. Kaj si bodo jutri pripravili, kakšna bo taktika, predvsem Vizme, je pa vprašanje, ne. Zdaj, če bojo šli še naprej, po vsej verjetnosti, tako kot so začeli, bojo tudi hoteli nadaljevati. Predvidevam, da se bo zopet iskrilo in bo mogoče tudi kakšna, bi rekel, taka ne povsem normalna poteza, da bodo poiskali kakšno novo taktično zamisel, ampak verjamem, da Tadej je toliko inteligenten tekmovalec, da bo imel stvari pod nadzorom. Konec koncev pa njegov glavni tekmec je samo Jonas in ne celotna ekipa Vizme.
Ja, Jonas je dejal, da je danes odpeljal verjetno še nikoli tako težko etapo na Touru in jutri znova 4500 in še nekaj višinskih metrov na samo 130 km, 5 kategoriziranih vzponov, 2 znova tista izven kategorna, tudi ta ciljni vzpon, 10 000 višinskih metrov v 2 dneh. Saj so nori, če lahko rečem tako za organizatorji. Kakšni napori so to, si mislim, da tisti, ki takole obrobno spremljamo kolesarstvo, niti slučajno ne znamo predstavljati in jutrišnja etapa morda tudi psihološki test, ker ne vem, mogoče Primož, če bi znal razložiti, glava in telo, je tu še povezava na takšni etapi, ko gre znova takoj na polno praktično in še 4-krat zatem v take vzpone, kot nas znova čakajo jutri po že skoraj 3 tednih dirkanja. Res, Primož, neverjetno, da v 2 dneh 10 000 višinskih metrov, 2 izjemno zahtevni etapi za konec Tour de France. Ja, to je pač Tour. Zato je Tour dirka taka, kot je, zato je na tem nivoju in zato je dirka vseh dirk. In tekmovalci vidimo, da so pripravljeni. In jaz se ne bojim, da bi jutri bila to kakšna zaspana etapa. To bo etapa polna bojev, takih in drugačnih. In za tekmovalce je pa to velik pritisk, ki ga pač morajo sprejeti. In enostavno na taki dirki moraš glavo skloniti in iti proti cilju, kar te nesejo noge, drugače ne gre. Če začneš enkrat razmišljati, kako je vse hudo in kako je težko, potem si hitro odpisan. Tukaj za bi rekel, tiste, ki nimajo razčiščenih stvari v glavi, ni prostora. In mislim, da bo zanimiva etapa, tako jutri, kot tudi tista pojutrišnjem, ki tudi ni, kar bi rekel, mogoče zgleda res nekoliko lažja, mogoče malo manj višinskih metrov, vendar je pa vse skozi razgibana in po 20 dneh se vsak nadvoz že pozna na nogah, kaj šele taki klanci, kot jih čakajo jutri. Res, že se veselimo zaključka, še veliko zanimivega dirkanja imamo, še 3 etape so ostale. Primož, hvala, da ste bili znova gost v našem podcastu. Vselej smo veseli, ko z nami delite svoje bogate kolesarske izkušnje. Luka, hvala tudi tebi jutri, torej nova gorska etapa na Touru, prenos na TV Slovenija 15:15, pogosto oglašanja tudi na Valu 202, iz minute v minuto v živo tekstovno spremljajo dogajanje na MMC-ju, torej na rtv.slo.si. Konec dneva pa bo na voljo nova epizoda podcasta Tour 202. Uživajte, se slišimo. Tour 202.